To je veliko teže delati, ko pa igrati kako košarkarsko tekmo. Mislim, ne vem, NBA, Euroliga, Evropska prvenstva je 0 proti temu. Zdaj sem pa res malo živčen, zdaj, ko sem tega. A res? Okay. Veš, da sem roke malo tresel. Ampak ne, ful sem vesel, da je ogromno folka, res. In to je to. Nam ogromno pomeni. Nisem pričakoval tega. In, mislim, da bo zato vse še boljš, ker je fajn štimuk. Ali začnem zdaj, ker to ni bil začetek zdaj. No, zdaj pa začetek. Najprej moramo vprašati, to smo rekli. Dajte zaplaskati tisti, ki ste kdaj že poslušali kakšne podrobnosti. Tako slabo. Skoraj si, dajte zdaj tisti, ki še nobenih podrobnosti niste poslušali. Savič. Domen Savič, seveda. Mogoče jih moramo začeti z mačjim glasom predvajati, pa jih bom tudi poslušal. Zdaj pa ne vem, naredi intro. Dej. Ajde. Živo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti. Tokrat malo drugače, v živo, podrobnosti live. Smo v Ljubljani, klub 10, ura je 9, kako minuto čez, 7, 8. In ne vem, kam ne gledam. A ne gledam tja, a ne gledam tebe. Ponovadi gledamo monitor, ponovadi imam pred sabo pač monitor, internet imam preslab, da bi lahko imela prežgano še kamero prek Skypa. To je res. Tako da v bistvu se samo slišimo, ampak jaz veselo klikam, gledam, kaj bom govoril. Zdaj pa pred sabo nimam nič, razen tule en alumni portal Deutschland Mapo, ki mi je brat dal noter svoje vir zadeve. Tako da to je to. Anže, kje se nas najde? Dan. Na aparatus.si je več ali manj vse, pa zdaj smo pač že nekaj cajta v iTunesih, pa ful hvala vsem, ki dajete ocene v iTunesih. Sicer ima aparatus še zmeraj več podrobnosti, ampak to je nepomemben podatek. Jaz ne razumem, zakaj on govori, ker on je v obeh, kam ima to veze? Ti sam sabo tekmuješ noter sebe, a imaš kak internal battle non-stop, veš? Ne, jaz sem najbolj bilo, ker sem rekel Umeku, da smo že čez 100, pa rekel, jaz imam 2 milijona ali whatever. Ampak to pa zmeraj pozabam reči, da je na Facebooku tudi aparatus, pa podpreti se ga da. Kaj si, se kojo drevo že ima, porcelan si je nabavil, kaj še nima? Najprej povemo, aparatus.si poževnica podpri, 4, 8 ali 12 evrov mesečno, ta mesec zbiramo za Anžetov telefonski račun, ker mu je zadnjič ratal, sicer tega ni razkril na svojem slovenskem Twitterju, ampak samo na ameriškem računu, AtomicXX, ki je sicer skrivnost, tako da... Pa ti meni, da si serial killer danes pošleš nekaj. Ko je bil na Hrvaškem, je v žepu se mu telefon pritisnil in klical in je v 4 minutah pridelal 10 evrov. Tako da, veste, tisto, kar vi darujete kao za opremo, pa za te lepe pence, pa za ta lepa stojala, gre v resnici za slovenske mobilne operaterje, ki služijo z dragim roamingom, ki še ni... uveljavljen. A je v Ameriko? Kako lahko po nesreči z Hrvaške kličeš v Ameriko? Ker sem imel, Google ti sam poišče, če je random cifra, in sem klical neko zavarovalniško agencijo v Kaliforniji. Res. In sem pač... Anže bo tako Wolf of Wall Street 2. Jaz sem pa eno ful enostavno rešitev za tebe. Če vzameš ta telefon... Enostavno ga z lahkoto zakleneš in ga lahko samo s trdim pritiskom na koncu odkleneš, tako da takaj se ti ne bo nikoli zgodilo. Tako da mi grede. Zdaj si me pa prepričal. A je še kaj admina? Jaz mislim, da ne. Zdaj tisti, ki poznate podrobnosti, vete, da vsake 2-3 mesece... 3 mesece, vsaka 6. oddaja. Vsaka 6. oddaja, oziroma poddaja, podcast imenujemo Weird zadeve, se pravi, to je... pač posebna izdaja podrobnosti, kjer mi predebatiramo najnovejše, tako kot mi rečemo, weird zadeve na internetu. V resnici je to izgovor, da se lahko družimo, kaj bo ki preškrt, da bi vsaj na 2 meseca prišel v Slovenijo. To je res. No in takrat, ko imamo te vrste podcast, povabiva na podcast tudi gosta, oziroma dopisnika za Weird zadeve Pižamo, tako da en aplavz, prosim, Boštjan Gorenc Pižama. In danes, glede na to, da smo live, smo rekli, bomo pa še malo nadgradili to našo
verzijo podcasta in bom pa tej pustil pižama, da ti predstaviš našega specialnega gosta. Weird gosta. Na weird zadevah. Kaj naj rečem, zraven mene je Sašo Dolenc, kolikrat moram doktor Ucpret reči? Neč, samo Sašo Dolenc, človek, ki ga, če ne drugega poznate, v Bukli prebirate, listate, ki jo itak zastonj vzamete in najdete njegove recenzije najnovejših poljudnih knjig britanskih oziroma z angleškega govornega področja. Sicer pa fizik, potem filozof in pa pisatelj enih luštnih knjigic. Tale je recimo zadnja, The Genius Who Never Existed, in recimo ena v slovenščini, Kako ustvariti genija, in druge kratke zgodbice o skoraj vsem. To je pravzaprav tak running podnaslov, kratke zgodbice o skoraj vsem, ki se zelo super vključijo v ta naš koncept weird zadev. So pravzaprav, če smem tele citirati enega, na tej knjigi nekdo napisal, nek Boštjan Gorenc, je napisal, da pričujočo bukvico lahko bereš na dva načina. Počasi po grižljajih, ki ti jih ponujajo samostojne zgodbe, ali pa tako kot jaz na dušek, ker te zanimivosti zgrabijo za rame, prikujejo na stol in ne spustijo iz vedavega primeža, dokler ne obrneš še zadnje strani. Sašo Dolenc je zopet zabavno in poljudno napaberkoval znanstvena dejstva, zanimivosti iz narave in po krivici prezrte osebe. Vse skupaj pa je podprto z iskrivimi ilustracijami Arjana Pregla. Slovenski quite interesting. Dejansko je to najbližje temu, kar imamo mi v slovenščini QI knjigam. Poleg tega pa še glavni oziroma odgovorni urednik spletnega portala Kvarkadabra. To ne gre za disleksične čarovnike, ampak za portal o fiziki. Tako da, Sašo, najprej živijo in lep pozdrav. Živijo. A lahko en aplauz, ja, da je Sašo. To je res. Hvala, ker si se odzval našemu povabilu in čisto za začetek to vprašanje. Mogoče na prvi pogled fizika in filozofija nekako da gresta skupaj, fizika, eksaktna filozofija, vse nekako v prispodobah oziroma si poskuša razlagati svet. Eno sem imel v gimnaziji 4, eno sem bil med 2 pa 3 stalno. Tako da, kako se pravzaprav v enem človeku združita fizika in filozofija in potem ven izvržata poln kup teh zanimivih in super spisanih zgodb? Ja, najlepša hvala za povabilo, da sem lahko tukaj z vami. V bistvu sem pričakoval bistveno bolj komorno zasedbo. Upam, da se bo vse dobro izteklo. Ne moreš imeti več treme kanže. To je res. Vi, ki niste videli, lahko bi 10 stalov naenkrat vam prinesli, ker ste se počasne filali tukaj, ampak težki za nalaž hodil po 2 pa po 2, vendar je bil Anže čist živčen. Zdaj nisem več, ko smo hla gor, zdaj boljš. Okay. Malo. Ja, sorry, Sašo, povej kaj. Mislim, z veseljem vas poslušam, bom poskušal mestati kaj povedati. Fizika, filozofija, to pač jaz dojemam tako kot neko predpripravo na to, da lahko potem pišeš takele knjigce in se ukvarjaš s temi zadevami, ki me zanimajo, in pač zmeraj sem izhajal z tega, da delam tisto, kar me zanima, in probam to svoje navdušenje prenesti na druge, ne? In vse te zgodbice nekako izhajajo iz tega. Ne? Neko stvar moram najti, lahko je čudaška, lahko je drugače zanimiva, ne? In potem iz tega naredim neko zgodbico in jo zapakiram tako, da je potem to navdušenje tudi prenešeno na druge. Sicer začel si, koliko jih je zdaj v slovenščini že telih knjigic? 4, 5, 6, koliko jih je? Joj. Kratkih Mislim, da, ne, vem, v bistvu zato, kakle pišeš 4. zvezek, to se pravi, tele so 4, pa 2 sta ilustrirani, 1 je pa že narejena ilustrirana, samo še nimamo
financa izdati. Tako da kvarkadabra.net/podpri pa. A to deluje? Ja, deluje dejansko, že si kupil tole penco za mikrofon, pa se kvojoma v garsonjeri v Trnovem. Ja, šampan s limuzino, pa zlato, se mi zdi. Okay, pa poročni porcelan kraljice Viktorije. Pa vam tako jutri dodal. Ševnica, ne. Ti pomagal. Ja. No. Sam vidiš Saša, čez en teden z novim Meržetom po Ljubljani. Na njem pa piše LPP. Kako pravzaprav to, kako izbiraš te, kaj je tisto, kar te pritegne? Kaj mi gremo na Google. Ja. Jaz pa v bistvu ne grem na Google. Jaz grem na Yahoo. A to že podpira BlackBerry, kaj? Sem mislil, da BlackBerry sam Mat Kurjo podpira. Ne bo, ki je na Alta Visti. Morate iti na njegov homepage na GeoCities. Sorry. Ja, v bistvu največkrat ideje dobim z knjig drugih. Po Amazonu brskam, pa kupujem knjige. Se pravi, ta Cvikl metoda. Milan Cvikl metoda. Bereš Wikipedijo in izdaš knjigo. Ja, no, mislim. Wikipedija je zelo fajn zadevo, ja, ampak ne smeš vsega verjeti, kaj je tam. No, ampak večina pa v redu. No, pa revije, no, z tega področja skeniram, pa ko najdem kaj zanimivega, pač to raziščem in z tega nekaj naredim. Je. Si pa poleg tega, da pišeš v slovenščini, pišeš zgodbice tudi v angleščini. Pa zdaj, te knjigice, ki jih dejansko pač potem samo sam prevedeš v angleščino, ali si vzameš koncept in potem tudi jezikovno, kamor te pelje druga logika, drugačna jezikovna, oziroma se ima pač slovnična logika, da jih kaj okoli drugače zapelješ od slovenskih. Te angleške so prevedene slovenske, tako da pišem v slovenščini in te angleške so zaenkrat še bolj eksperiment. No. Sploh te v papirnati verziji, to so zaenkrat se samo v Sloveniji prodajajo. No, ampak knjige so na Amazonu, pa mogoče ja, beseda dve o tem, zakaj so knjige pa v baskovščini. To moramo pokazati, namreč dejansko so te kratke zgodbe o skoraj vsem, v slovenščini jih najdeš na Kindlu. Koliko knjig je sploh v slovenščini za Kindle? 4. Mislim, da jih... Ker sem enkrat en članek pisal. Ja. Mogoče jih je zdaj 6. Mogoče, ja. Se čudno, da so, ne? Ker ja, ne bi se, zato si pa ti bask. Uradno ne smejo biti. Ja. Ne vem, na enem forumu sem enkrat prebral, da je možno slovensko knjigo na Amazonu prodajati kot baskovsko. Če uploadaš kot angleško, nemško, francosko, špansko, vse te italijansko, ki Amazon podpira, imajo neke noter algoritme, ki to ugotovijo, da ni pač noben od teh svetovnih jezikov, ampak za baskovščino pa zgleda nimajo tega algoritma, tako da požrejo vse, ne. Jaz sem probal in deluje. Zdaj moramo knjigo napisati. Sam zdaj verjetno, če boste vsi uploadali, bodo ugotovili, da je nekaj narobe. Štima, ja. Mislim, že dosti je, da... Ja. Daj, koliko imamo pa letos knjižnih izdaj v baskovščini? Te bojo vabili pa, veš, v Vitorijo na knjižni sejem baskovski. Knjiga, nič ne razumem. Ja. Naš jezik je še bolj čuden, kot smo mislili. Z mi baretkami na glavi. Cool. Dajmo pa še se kakšno o kvarkadabri reči. To je, mislim, da to če eno. Dajmo malo predstavi ljudem. Koliko vas pozna kvarkadabra, net? Aha, 4 dvignajo roko, pa še ostali, da ne bi spadli neumni. Edin prve vrste ne, a veš, kaj niso videli, da je kdo dvigal. Povem, ja, v bistvu kvarkadabra, to je neka čudno ime, ki smo ga zbrali za to, da bi opisali, oziroma
ime za društvo, ki smo ga ustanovili včasih, ko smo bili še študenti, in ko smo se trudili nekako popularizirati to, kar smo sami počeli in kar se nam je zdelo, da bi mogoče tudi zanimalo koga drugega. In začelo se tako, da smo zbirali na internetu članke, ki smo jih objavljali druge, da je bilo vse zbrano nekje na enem mestu. Potem smo to nadgradili tako, da smo odprli mail naslov, kjer so nas lahko drugi spraševali kakšno vprašanja in smo potem se mi trudili odgovarjati, recimo zakaj kvarke oziroma atome rišemo kot kroglice, ne kot krompirje. Zakaj atome rišemo kot kroglice, ne kot krompirje? Ne vem, to je en drug kolega. Ne, sej. Iz tega je nastala neka zelo dobra knjiga, zakaj ne bo modro, iz vseh teh odgovorov, ki je žal razprodana, se bomo potrudili zdaj ponatisati. Vprašanja so bile res fenomenalne, recimo, kakšne barve elektron, podobne. In se spomniš? Vemo, zdaj sam povej za ljudi. Mi vemo. Mi vemo, ampak... No, okay, pa to je bilo neko obdobje, še ko smo bili študenti, pa se je skupaj nadgradili, nekako smo poskušali nove stvari, ki so prihajale, recimo forum, to debato potem prenesti na forum in zdaj tam več ali manj ti člani foruma sami sebe sprašujejo in si odgovarjajo. Tako kot ponavadi na internetu. Ja. Ampak se mi zdi, da kar na visoki ravni. No. Hočeš reči, ni domobrancev pa partizanov. Tega še nismo. Kako misliš, elektroni so rdeče barve? Na eni točki se je tudi to zgodilo. Ne, se zdaj že dolg časa nisem pogledal. Tam se tepejo unije, veš, ki so za teorijo strumpovni, ki so proti, se pa kregajo. Ja, so tudi tam hude debate. No. Predvsem smo imeli hude spore, a delujejo kakšne čudne stvari, recimo tiste neke krogle, ki jih daš v pralni stroj, pa boš pere. Ko boš pere, ti zihar funkcionira. Nek kolega potem to pač nekako ekspertno mnenje napisal in jasno ni bilo všeč, kaj to prodaja. Je grozil z tožbami in cela štala. Imamo kakšnega skeptika danes tukaj? Mislim, skeptik.si. Vzad je tako na roke. Ne vem, če sem. Ne vem še, ne vem. Ni še dokazano. Neka oni tudi vem, da glih to mislim, da so tudi neke te kroglice in steklenice s spominskim steklom. Edina, ki sem do zdaj pogruntal, da pač stvar steklo, da daš pač vodo v steklenico in ima isti okus, kot karune tekočina pred njo so union flaše. A pa homeopatsko pivo piješ. Ja. Spiješ liter viskija trezen, spiješ viski kolo mrtev. To je to. Zdaj bomo šli na dejanske weird zadeve. Mi smo plan, da bomo šli po pač vrstni red, bo tako, kot sedimo, ker je logično. Zdaj, prvič lahko dejansko. Ja, lahko to naredimo. Ja. Ker drugače kao žrebamo, ker smo na Skypeu, pa jaz izmislim enega, ki nisem jaz. To je žrebanje. Tako da, ok. Tako. Res bomo začeti. V glavnem, vir zadeve. V zvezdni državi New York v Ameriki, v mestu Clayton, je policija s pomočjo zasebnega drona našla kopico ukradenih pušk. Zdaj, da malo razglasim. Se pravi, policija je bila tam zelo domiselna, kar ni vedno... Slovenci imamo pregovor, ki pravi, izjema potrjuje pravilo. Glavnem, v tem primeru so bili pa zelo iznedljivi in so šli do enega od meščanov, si sposodili dron, na njega namontirali kamero in preiskali eno večjo področje, kjer naj bi ta nepridiprav odložil kar nekaj tega ukradenega orožja, ki ga je pač v Ameriki se lahko to kupi v trgovini in tako naprej. Mojster je to oropal in glej ga zlomka, s pomočjo drona so to našli.
Se pravi, ta dron je dlje časa pač krozil gor nad tem mestom, to je bila večja površina, zdaj da ne bom iskal točno koliko. In na koncu so to našli in je tudi bil, da vidim, če lahko najde ime, ja, ne bom reči, da ne bom izpadel, da se preveč koga kritiziram direktno, ampak ja, bomo itak linke objavili pa tako naprej. Ja. V glavnem, ja, je bil convicted, se pravi, da so ga na podlagi tega potem lahko pač obtožili, da je bil res on, tisi in tako naprej in da je bil pač obsojen. Še zanimiv podatek potem na koncu, da je policija že povečala svoj budžet in ima plan kupiti svoj dron. To se bo dobro končalo. V Sloveniji bi šel, ker bi rekel, da je bilo to protipravno dobljen dokaz, ker mu niso prej povedal, da bo dron ga snemal. Ne velja, to je krivična sodba. In... Ja. Če policaji kaj rabijo, so to neki, ki leti. Ja. Kamen navdal puškega. No, ampak smo pa že govorili enkrat o tem, da so v bistvu Amazon je hotel kupiti neke drone, da bi on v bistvu pošiljal domov pošiljke. Ja. Pravi, ampak a je to mogoče kaj novega na tem? Potem bo tudi neki problemov z kaj imajo v Ameriki, FAA, se pravi tisti, krovna organizacija. Za zračni prostor in tako naprej. Ja, vsi tleni treba ful preveč razmišljati, če se mene vpraša, ker pač neki bo leteli škatlo po mestih. Zdaj, in imaš človeka, ki je velik 2,6 m in vidi gor in reče, tale škatla pa se zdi, kot da bi bil njej lahko lonček Valar Morgulis. In se bo stegnil in bo imel Boki Nahbar novo šalco na mizi, ki jo bo zastonj dobil. Če on iste višine, zakaj je res kriv? Centimeter višji, dajmo se. Ja. No, ampak Sašo, hotel si nekaj reči na to. No, Ne vem, a to je bilo resno mišljeno, a bil to hec? Za Amazon? Ne, s temi droni za Amazon. Za Amazon? Ja, nisem videl tisti video. Ampak... Ne, oni dejansko pač probavajo to narediti. Jaz sem pa bral naprej, da je malo problem, ker večina teh njihovih skladišč je pač zraven dreves. To je najlažje, kar se da reči. In to ni dobro, ker drevo pa dron. Se spomnimo iz Gospodarja prstanov, kako je Brado drev pizdil, ko so droni mem preleteli. No, ampak sama ideja, bomo dali link še enkrat gor, do videa, za tiste, ki niste videli, je bila v bistvu, da res dobesedno iz skladišča zapakiran paket ta dron dvigne, ga pelje čez, ne vem, drevesa, preko dreves, preko vsega, in ti ga dobesedno dostavi na dom, ga odvrže pred vrati in potem leti nazaj. Se, če gledaš, kako so eni poštari pijani, tudi to pa nas pravzaprav je že ta umetna robotska scena, ki ti prenaša. Čeprav boljše, jaz sem videl en video na netu, ki je ta Američani imajo te privatne firme, ki dostavljajo, in res je en epski video, ki za FedEx dela, enemu domov tako monitor prinese, neko 14-inčen čisto monitor, in ima ta človek kamero pred pač vrati in ima malo vrta, in model plačal in sem varil ga, če so graja. Dostavljen, to je to. Zdaj pa snaži se, kao, Tako da, mogoče. Mislim, to je bilo ful dobro, čeprav dobra stvar tega bi bila sigurno hitrost, ker se spomnim, takrat je bilo pisano, da bi lahko within hours, je pisalo, da bi v bistvu ti lahko naročil, kliknil na internetu in ga imaš že takoj doma, se pravi, brez poštnine, pošta, sem tja, Samo še enkrat drevesa. Ja. Mislim, da kle se ostalo. Mogoče naslednja verzija bodo pa printerji 3D, ne? Ja, se to. To smo pa že tudi govorili o tem, to je pa pol, ne rabiš drono več. Si ga naprintaš. Ja, kaj si boš dron printal? Sprintaš tisto, kako hočeš naročiti. se to, Ja, pa si moraš vsakič printati. Če si pa sprintaš drona, ga pa sam pobaraš v Amazonove barve, pa ga pošlješ v njihov skladišče. Poišči. Pa ti šepa. Zdaj sem jaz? Ja, dajmo. Okay. Jaz zdaj, odkar delamo te zadeve, si res čim vidim neki, kakšen naslov na netu, imam en ekstra folder, ki si te linke dajem. Zdaj naslov bom v angleščini prebral, pa bom ga prevedel, ampak je tako fajn naslov, da je noro. There is a lizard sex satellite floating in space and Russia no longer has it under control. In zdaj, kdo tega nav prebral? Gre pa za to, da Rusi, ki očitno še imajo pač ta vesoljski program, kar je kar v redu, so gor poslali nek satelit, ki ima že spet fajn ime, Foton M4. In gor so bili, kaj so gekoti po slovenski? To so pač kuščački, ne? To je imel zdaj John Oliver, ne?
Gecko, to je. Mislim, da imajo neki Get Geckos in Space, nisem gledal še tega dela. No, V Last Kako je Week kot kuščar Tonight. izgleda? Zdaj, se pravi, ima večji, manjši. Ne kaj je more reči, razlika? če To je geekovski kuščar. Geekovski koš. Ja, so dal. Martinček je povedal nekdo iz publike. Martinček? A dejansko Gecko je Martinček? Ne. Lej, težkega ima na nogi. Gremo reči kuščarček. Zakaj imamo enega, ki ima doktorski naziv znaven, tako da bomo znanstveni. In so jih dali 5 v ta satelit, ker so jih dali, in so jih poslali v vesolje in so hoteli vedeti, kako se bojo parili v breztežnosti, ne? Ker že spet se to počne. Čak, sem 5. In ne vem, to tudi jaz nisem razumel. A veš, zdaj 4, ker to bo fight takoj, ne? To bo fight, ne? To je moj prvi, to je moj... Parno številko. A lahko še enkrat naslov prebereš? Zakaj? There is a lizard sex satellite floating in space and Russia no longer has it under control. To mislim, da je verzija 50 odtenkov sive od Davida Icka. To je ja. Ampak ne, jaz sem točno to pomislil, ker 4 se imamo fajn, pa skleven zaskače. Ja, le, mogoče so jim dali, a veš, poslušati Perota Lovšina, mi 3 smo najboljši par. Ne, ampak pol je ful fajn, ker to so Julija, je šel ta satelit gor, ne? To so, čak malo, Julija, kdaj? Zdaj? Ja, zdaj. Pa ga ni več pod kontrolo, ali kaj? Ne, se je končalo dobro. Tako da, ne vem. Ja, in je bil po parih urah, ne, v bistvu je naredil eno orbito okoli Zemlje, pa se je pa nehal odzivati na kakršne koli komande. Ja, če so pa zdaj prevzeli kontrolo, fuck that, da gremo mi na Mars. I for one welcome our new gecko overlords. Ja, tako da dejansko je par dni, ne, je okoli Zemlje krožil satelit s 5 kuščarji, ki so, pa so pa Rusi, ker so pač Rusi nekako dobili nazaj kontrolo. Ampak kar je bilo cool, oni sami niso mogli nič več satelitu sporočiti, pošiljajo pa še zmerom te podatke. Kuščari pa res povštekajo, kar jim govorijo. Rusi, ja, veš? Dajte zamenjati pozicijo, prosim. Zdaj si predstavljam to prav tako, kot unite stari chat room, ko se ženske snemajo in pol folk tipka, kaj naj počnejo. In tle imaš stare ruske znanstvenike, gledajo v nekuščarje. Pejt tja. Zadnji pa vedno. Vzemi dildo. Un tapet je pa konstantno s kolebnico zadnji tam. Tako da, a si kaj upaš, kaj rešil? Še enkrat. A boš ti kaj... Dawn of the planet of the geckos. Tako da, ja, to je bil ta lizard sex satellite. Tako da, Sašo, beseda je tvoja. Ja, v bistvu, ko si me povabil, si rekel, da naj kakšen zanimiv del iz svojih knjig predstavim. Ja, ampak zdaj vidim, da to je... Moramo imeti glas razuma. Ali hočeš reči, da je vse ful v kontekstu? Ne. Zdaj, če imamo tebe, lahko dobimo sredstva od Ministrstva za znanost. To je naš podni plan bil. Okay. Ne, mogoče sem en res weird fakt, no, ki sem ga prebral ta teden. Kvantna fizika je sploh čudna zadeva, ne? Bolj čudnih zadev skoraj da ni. No. Ampak kaj so zdaj zmeraj, se vse še tako zelo v povojih, ampak zmeraj so, da pri določenih delcih gre lahko njihove lastnosti po eni poti. Tisto, kar... Ja. Jaz se sam poslušam, vem, da čudno gledam, sam poslušam, fokusiram se. To je malo drugače, ko ti naredi blokado, se odkripa pa šutnija, veš, to je zdaj nekaj drugega. Tako da grejo lastnosti po eni poti, tisto, kar je brez lastnosti, pa lahko po drugi poti, pa se spet združi. Se pravi, da se zna zgoditi, ko grem jaz od tle do filofaksa, grem in Prešerca en jest, ki ni debu. Debelost gre pa po svoji poti, mem sodiša. Sam je jebano, kako posebno... Pak se sreče, da Nekaj tacga, no.
pa res, da sem to sam povzetek prebral. Upam, da sem prav razumel. To je nekako v kontekstu teh. Spadaš zraven, verjemi. Ne, ampak dajmo to, kaj si pripravil, recimo eno to zgodbo. To je tudi zihar, kaj je zanimivega. Zdaj, če imaš tle možgane in človeka, ki mu zeleni laserji švigajo iz oči. To je ilustracija Arjana Pregla. Kaj sem pripravil? Zgodbo o enem dečku, ki so ga v začetku druge svetovne vojne s svojo mamo živel nekje v Tirolskih Alpah in so prišli Nemci in mamo odpeljali v taborišče. On je bil star, mislim, da manj kot 4 leta. In mama je ves denar svoj dala kmetom na bližnji kmetiji, da bi ga oni potem skrbeli za Anka in so res skrbeli 1 leto, potem pa revež ni čisto jasno, zakaj je končal na cesti. In se potem celo vojno potepal po Italiji kot v raznih teh pocestnih tolpah je bil, zbolel je za tifusom, bil 1 leto potem v neki bolnišnici in po vojni ga je mama potem iskala, mislim, da skoraj 1 leto, na kar ga je najdla, 5 let se vmes nista videla. Potem sta šla skupaj v Ameriko, njegov stric, to se pravi brat od mame, je bil tam profesor fizike, je poskrbel, da je dobil dobro izobrazbo, postal biolog, se šolal na Harvardu, delal v laboratoriju Nobelovcev in na koncu je tudi sam postal Nobelovec. Lepa. Kako mu je pa ime? Mario Capecci. Okay. Mario je vrhunski. Poznal sem mu, da je šel brez škorca čez ocean, ni bil tako Lukac. Ne bom. To so te France Belkfore. Ja. No, da je pižama, zdaj pa uniči nivo. Odkril so... Se je dobro začel. Odkril so, naredil so stvar, ki mislim, da jo bo takoj, ko gre v redno prodajo, jo bo kupil Tomi Meglič za nohte si barvat. In sicer so britanska firma je začela proizvajati material, ki se mu reče Vanta Black. Ime izhaja iz Vertically Aligned Nanotube Arrays. Black, ne? Se pravi, to so vertikalno razporejene nanocevčice, in je pa to stvar najbolj temna stvar trenutno na svetu, zaradi tega, ker samo 0,035% svetlobe uide nazaj. Ker pač fora je, da so to te drobne nanocevke, Ko svetloba pade noter, same so tako ozke, da svetloba ne more vanje, da bi se tam odbila, ampak pade noter in se potem odbija in samo, se pravi, ta 0,035% pade ven. In to je dejansko zdaj material tak, da če imaš zmečkanga, ti ne vidiš, da je zmečkanga, ti vidiš samo nek črn flek. To je največji približek, kar ga trenutno imamo temu, kako ne bi izgledala črna luknja. Ker pač, eni pravijo, da je črna je odsotnost svetlobe, ampak ni. Črna se še zmeraj odbija. Odsotnost svetlobe je črna luknja in to je zdaj ta stvar, ki je najtemnejša do zdaj. Ne vidi se, kako meni bi bilo super, ker če bi imel iz tega črnega gor, bi si mislili, kako sem tenak, kako raven. Ne, to je bilo weird, ker bi sam hlače sedele. Ja, in je ta tem. Ne, vidijo, da je črn, sam bi bilo tako, ne bi bilo. In bo pa to se pravzaprav uporaba za astronomske kamere, za teleskope, infrardeče, scanning sisteme, in pa seveda za vojaške zadeve. So pa te cevke so pa narejene iz grafena. Grafen je pa to je pa tudi bila Nobelova nagrada za kemijo, mislim 3-4 leta nazaj, ko sta ga 2 odkrila. Kemika, to je alomorf ogljika, ki ima ime grafen. Pač najtrša, ne, to ima dejansko stand-up materialu. Dejansko, ko to pride pa stvari, ne, ta grafen, najtrša snov na svetu, ime grafen je pač dobila zato, ker je to trda, ker niko grafen na ob 10 zjutraj. Ampak ja,
Jaz sem šel pol danes in sem 1 uro na Wikipediji bral o teh nanocevčicah in sem pogledal, da najdaljša nanocevka, kar se naredi, je več kot pol metra bila dolga. Je pa to tako pač raste, ne vem kako to dela, ampak imajo neke te podlage, ne, in potem te cevke same rastejo gor. To so taki enojni neki ti atomi. Zakaj bi se to lahko uporabljalo? Glih to za te stvari, ki jih imaš recimo za raziskovanje vesolja, ker s tem pa to temino, da s tem bojo lažje potem raziskovali te najstarejše predele vesolja, ne, kjer je ta najbolj tema. Te stvari se bomo dali linke, tako da boste lahko tudi pogledali. To je to, pravzaprav, kar se teh jaz sem res v te nanocevke čist, imajo že celo računalnik so naredili iz teh carbon nanotubes based transistor, se pravi tranzistori so narejeni iz tega in laufa. Je pa fora tega Vanta Blacka to, da ga lahko delajo že pri 400 stopinjah Celzija, kar je fulbor, ker neke druge, kar so imeli prej za te temne, bi bilo moglo biti 750 stopinj Celzija, da je raslo. To je pa vroče. Ja, to ful razlike med 400 pa 750. Zdaj smo tlele na 300. Pa imaš niveja 30 med 20. Ja. Ok, to je bilo ful učeno. Ja, fulor, pa mi je všeč, da si vesolje omenil, ker jaz ne morem brez vesolja. Ni še bilo vir zadev, da nisem jaz govoril o vesolju, ker pamet ne spadem. Vse naslednjem bo bolj bizaran. Doktor Nahbar, povejte. Torej. V bistvu sem včeraj zvečer nekaj tudi tweetal o tem, ko sem mal bil na netu pa to, pa sem govoril tudi o tem, kako je po svoje žalostno, ne, da ne vem kako la primerjavam, ampak da grejo milijarde grejo recimo na svetu tisti budget, ko sem rekel, da je military budget proti recimo space program budgetu na svetu, ne, so bile take astronomske razlike. In sem ko sem že prej v bistvu spremljal ta Rosetta Spacecraft, v katerem bom par stvari povedal, sem nekako še to skupaj povezal in se nekomu pa danes o tem besedo ali pa dve povedal. Enostavno za tiste, ki ne veste, mogoče Rosetta Spacecraft je bil iz NASA poslan satelit. Kako? ESA, bravo, ESA iz Evrope, pred 10 leti in je 10 let v bistvu krožil okoli Zemlje, prišel dvakrat, enkrat okoli Marsa, da je pač dobil ta trajektorija, ne? Da je lahko potem ujel satelit, komet, ki ima zelo zanimivo ime, kar je vedno tebi podobno. Čakaj, da se skoncentriram. Komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Pač verjamem, da sta ga ta dva odkrila. To je naslednje letni model od BlackBerryja. To sta una dva Rusa, ki vas sta zdaj kuščarje gor. Ja. To je ta Mogoče bojo kuščarje na kometu najdali. In enostavno, ko sem gledal ta trajektorij, pa te videoposnetke, koliko časa je v bistvu mogel ta, kako ne reče temu, ker ni, bom rekel satelitno, čeprav verjetno ni najbolj pravilno ime te naprave, ker piše pa Spacecraft oziroma Probe, ampak v bistvu, da so oni mogli toliko naprej skalkulirati, da ga bo 10 let kasneje v bistvu ujel ta satelit, dobil njegov hitrost, ga ujel, v bistvu prišel za njim do njega, se mi je to zdelo neverjetno, ne? Da v bistvu te matematike, te izračuni morajo biti res nekaj, kar si ne moramo mi niti predstavljati, oziroma vsaj mi, no, da ne bo kdo užaljen. Nostradamus je po zvezdah za 500 let naprej povedal. Trenutno, mislim, je pa zdaj, mislim, da prečerajšnji ta Rosetta Spacecraft prišel do tega kometa, približal se mu na razdaljo 100 km, se ta razdalja manjša, pošilja slike že nazaj, nekih je ful zanimivih na internetu, ker to pač normalno prvič vidimo to, kako res komet zgleda v vesolju. In mislim, da bo čez 6 tednov prišel toliko blizu, ker se zelo počasi približuje, okoli njega kroži, da bo potem tudi spustil iz njega en manjši ta del, oziroma napravico, ki bo pa pristala na samem kometu in iz njega vzela ven materijale, odtise, tako naprej. In se bo privijačila, ker nima dosti gravitacije, ne, da bi gor ostal. Pa zdaj to je fora, to sem jaz vzela, da zdaj trenutno leti pred njim v trikotni orbiti. Tako. Iluminati. Povsod so stari. Še na kometu. To reče enkrat. V glavnem, ne bomo. Komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Gerasimenko. Do konca podcasta sem že zapomnil točno. Meni se je pa zdelo ker v isti sapi pa oni želijo seveda več zvedeti o samem nastanku vesolja in vse to pa še vedno pač
predstavlja še večje vprašanje, kdo smo sploh mi oziroma skod prihajamo. In tu sem se pol navezal pa eno drugo stvar, ko je pa v bistvu NASA izjavila, letnice spet, ne? Čez koliko let? Čez 20 let. Odlično. Vse se bo zgodilo. Da naj bi NASA je dovolj optimistična, da naj bi v roku 20 let oziroma v roku 20 let odkrili življenje na enem od drugih planetov. V roku 20 let bomo mi tudi dobili vlado, ki bo cel mandat zdržala. Jaz sem optimist, pa ne to glede vlade, glede nas pa ja. No. Tako da, pa mogoče, Saša, za tega vprašanje v povezi s tem. Če bi se recimo odkrilo življenje, pa ne govorimo o inteligentnem življenju, govorim pa o čisto lahko primitivnih življenju. O politikih. Ja. Na enem drugem planetu, daleč stran, kak impact, kako bi imelo v bistvu to spremembo za svet, ki ga mi zdaj poznamo. Ne vem, jaz si predstavljam to veliko, ampak ne vem na kak način. Kak ti misliš, da bi to lahko spremenilo dejstvo, da od danes naprej pa vemo, da je življenje na drugem planetu. To ni več zdaj nekaj kao, mogoče pa je, ampak dejstvo, dokazano, znanstveno. Koliko je bilo zdaj, pred kakšnimi 10 leti so resno govorili, da so na Marsu zaznali neko življenje. Neki so odkrili, se pa je izkazali, da ni nek ostanek živega bitja, ampak takrat so mislili nekaj časa. Nek fosil je bil, ne? Ja, nek fosil. In takrat mi je profesor astronomije rekel, da je slišal nekaj kolega, da so najbolj bili prestrašeni v Vatikanu. Presenetljivo. Takrat. Zelo presenetljivo. Kdo bi si mislil? Iluminati. Znanstveniki so valjda veseli, karkoli čudenega se odkrije, kaj novega se pojasni. Tam so bili pa preplašeni, kako zdaj to interpretirati. To bi bil po mojem verjetno največja sprememba, je bila lih to, v bistvu religije, verovanja, da smo mi edini, smo mi nekaj posebnega v vesolju. Še ne vem, koliko let nazaj se je verjelo, v bistvu, da je Zemlja center vesolja, zdaj pa toliko 100 let kasneje pa v bistvu naj bi ugotovili, da je življenje še drugim. 100 let naprej pa je malo gledati skupine na Facebooku, kaj vse trosijo. Boš videl, da smo še zmer tam. Ja, tako da, ne vem, meni se zdi zanimivo, če bo prišel dan, da v bistvu to odkrijemo. Za mene bi to bilo v bistvu res neverjetno veliko odkritje in bi bil... Meni se bre to vprašanje, pa to ste se meni tudi že s temi fiziki, ki ste jih imela vidva tudi pogovarjali, pravzaprav, koliko je pravzaprav pri teh razdaljah, koliko je sploh možnost, da je obstaja verjetnost, da je na toliko in toliko koncih vesolja obstaja, neko tudi inteligentno življenje, kakšna pravzaprav sploh verjetnost, da prideta dve civilizaciji skupaj, točno ob istem času, če gledaš, se pravi, koliko smo mi zdaj teh pari jurjev, da smo rahlo bolj evolvirali, da se glih takrat najdeš skos, Ja, v bistvu zanimivo vprašanje, ki so ga jezikoslovci izpostavili, kako bi komunicirali z alieni. Celo neko predavanje je bilo na Filofaksu, sem ga žal zamudil prav na to temo. Kako komunicirati z alieni? Ja. Filofaks. Tako kot z Italijani, ful mahaš z rokama. Upaš, da bo kaj razumel. Gestikulirati pa ne znaš. Kot da žal ne moram poročati, kaj je tam rečeno. Po mojem so tudi knjige na to temo. Ja, zihar, če ni na Voyager, je una zlata plata. Ja, ti so pa kritizirali, za neka puščica, tako, kako bodo zdaj Marsovci razumeli, oziroma kakoli že, da je tis puščica, da je to smrt. Kamor morajo iti. Ker simboli so tudi kulturno pogojeni, in zdaj lahko kaj, če je šunim puščica pomenila, je penis so nam poslali narisati. Ja, pa ni tam so še Rolling Stonesi so gor, Pa We Come in Peace of All Mankind. Okay. Ja. Ti se kar uredo, pač pa ful je zlata. Tako da en bo zaslužil, kot snaj. Enkrat. Sam je v neki tehnologiji posnetka, zdaj pri nas že težko dobiš, predvajalnik za tisto. Ja, mislim, da VHS kaseto gor. Betamax. To je, a to je tako kot Blackberry. Sam sebe sem uvalil. Vse to obvladaš. Sam sebe sem jamo skopil, dole tam je pa sem potisnil. Vse... A si imel tudi, kaj bi Nintendo System, ki je po enem letu umrl? Virtua Boy. Ne, to pa nisem. Nisem čul, ti pokazal. Prav piše gor Boki na njem. Ok, jaz uničil nivo. Ja, vse smo penise glih kar omenjali.
Jaz sem pač, malo sem fan, ne kaj gledaš, malo sem fan pač medicine in koliko zdaj nič ne vemo, koliko včasih res nismo nič vedeli, ne. In pa sem najdel pač eno zgodbico, da skratka nek doktor Jean-Jacques, pa je pa Winslow, tako ne razumem tega, ampak je v Franciji rojen, pa je pol v Angliji živel. Kako dobiš prijem, kako so se, no, glavnem. Ja. Zihar je bral revijo Misterij. Misterij je bral. Ja, je bil pač je bil doktor, karkoli je pač to takrat pomenil, ne, da je imel v kladu doma, leta 1740. Ne. Sem imel že žage. Okay. In je bil ful obseden pač s tem, da on je bil prepričan, da ful ljudi prehitro pokopljajo. Ne. Pač ljudje pridejo, zgledajo mrtvih, pokopljajo in pa se zve, da niso bili mrtvi. Ne. In bil ful s tem obseden, kako bi on zdaj, ker mu človek tam nepremično leži, kako bi izvedel, da pač je res mrtev, da je to, ne, da odpeljete ga pa vzamete lopate, je v bistvu začel pač truplom, oziroma mogoče ne truplom, ne, v nos pač česen nabijati. Tako konkretno, ne, pač, ker to je bilo leta 1740, ne, je bil domet preizkusov, ne, in pa je dejansko tako, da je pač hotel kihanje povzročati. S tem, da ti zapre dihalne poti. Točno to, ne, in ti pač pomajo kle, pač njegov zapis iz dnevnika, tako to vejo, dosti ne vejo o njemu, ne. Ampak se mi zdi fascinantno, da je nekdo, ki je bil takrat doktor, ne tako, ka mi, ka mi trije, ne. Meni so take stvari zmeraj kul, da pač je bil to, da je rekel, mogoče je pa živ, kom pa to zvedel, ki česen. Veš, da je to... In spotoma ubil 3 vampirje. Ja, točno to. Tako da, ja, tam na kratkam, tako mene te stvari me zmeraj fascinirajo, no. Ker je bilo, veš, včasih bilo tako, nekaj narobe z nejo, lobotomija, to bo pomagalo. Zato, ker potem samo sedi in se slini, ne, prej pa upil, ne, veš. A na temo lobotomije bomo dali med linke in super komad I'd rather have a bottle in front of me than frontal lobotomy. Tako da, kle dvome imamo kaj za reči, ali imamo? Ja, čakaj, a imaš odsek, a nisi rekel, da imaš odsek iz tega dnevnika? Ja, ne, ful je veliko, sam je tako, pač dejansko je probavil z parimi stvarmi, ne. Ampak kao, da če jaz ne pa... To je, imel so, ne, to je zelo skozi zgodovino to, ne, ta strah pred prezgodnim pokopom in imel so tudi neke te patente, kako speljati, kako so, mislim, da so nekaj časa to enico delali, so speljali nitko, mislim, vrvico dol do krste, ne, z zvončkom, da to. Je bil pa recimo Hans Christian Andersen imel totalno fobijo pred tem, da bi ga živega pokopali. Tako da je imel tudi neke napise zraven postelje, samo spim. Potem se je pa Terry Pratchett. Ja. Tle je par logičnih. Ja. In tle se je potem tudi malo Terry Pratchett zgledoval, ker je to njegova ta Granny Weatherwax, ima tako, ker spima zraven listek I ain't dead. Ja, okay. Saša, je še kaj tu zapovedati? Zdaj bo Saša rekel, ja pa sej česen deluje, kaj je z vami? Ja. Ker atomi so rdeče, ne. Ne, če ne, pa lahko gremo naprej, naslednjo. Oziroma, ja, Saša. Druga zgodba, ki sem jo mislil povedati, je pa nekako se navezuje na zdaj, ko imamo 100. obletnico Prve svetovne vojne. Takrat je... On je full fan. Ja. Prve svetovne vojne. Milijoni mrtvih, boki pa... Zgodovina. Sem že enkrat narobe rekel. Ko je bil magister Marko Štepec, je bil na podcastu, pa jaz, ja, ful dobro, da ste prišli, jaz sem full fan. Prva svetovna, biggest fan. A nima to Gervais, ene šale? Mislim, bolj, da si fan Prve svetovne vojne, kot Game Over, no, mislim. Ja, povej. Ne, zgodbica ne bo nič govorila o vojni. So close. Ja, poanta sem to, da takrat veliko ljudi izgubijo življenje in da po nekem podatku je polovica Francozov, ki so imeli diplomo
univerzitetno izgubila življenje. Tako da se je blazno nekako sprostil ta... Trg dela. Ne. Točno to, ja. Ja, okej. Hej. Ful prej si bil habilitiran. Slovenski študenti to zdaj sanjajo. En mora enega iz Avstro-Ogrske šicen. No, v bistvu se prav zaradi tega, ker so potem hmalo zatem morali mladi prevzeti mesta na univerzah, so se ideje hitreje začele, take malo drugačne ideje, naprej širiti. Zanimivo je pa, v Franciji so se mladi potem z področja matematike zbrali skupaj in so rekli, dajmo narediti neko hudo reformo poučevanja matematike, ki je bila že zastarela na univerzah. Učeš se na igri. Dobivali so se tudi na podeželju kasneje in so skupaj pisali učbenike. Tako da verjetno bil česen zraven. Ampak kar je zanimivo je pa, da so te učbenike in knjige, ki mislim, da približno 10,000 strani pravi, da tega vsega skupaj se izdajali pod pseudonimom Nikolaj Bourbaki. To je bil nek francoski general, pokojni že, in enkrat so se spomnili, da bi bilo fajn, če bi... In tako da v bistvu dolg časa so te knjige, se še zdaj po mojih knjižnicah so pod Bourbaki zavedene, ni pravih avtorjev, bilo kolektivno delo in bile so blazno vplivne. Tudi iz Francije so se po celi Evropi, po celem svetu širile, tudi pri nas in recimo ta trend nove matematike, ne vem, poznamo. Pa to, otroci spoznajo prazno množico, pa take zadeve. Dobar, prazna množica. To je pač ljudje, ki racionalno upravičujejo nakup Blackberryja. Prazna, No, oni so celo matematiko osnovali na teoriji množic, in iz tega potem izhajali. To ne bi bilo možno drugače, kot da bi pač te mladi takrat bili nekako potisnjeni v to pozicijo, da so morali predavati na univerzah in so hoteli po neki novi metodi delati. Je pa še neka nadgradnja. Po drugi svetovni vojni se te skupini, so se pač novi ljudje, približno 20 jih je bilo skozi, pa se potem malo menjavali in se en pridružil, ki je bil pa zastopno še bolj genijalen. In je gotovo, da množice pa niso več dosti dobre, da zdaj pa treba nekaj drugega, še bolj splošnega matematiko zasnovati na tem. Teorija kategorij, jaz tudi ne vem, kaj je veliko. Potem, ampak se je izkazalo, da je imel prav, zdaj pač... Zdaj tako funkcionira. Ja, sam so ga takrat rekel, ne, to bo nekaj na množicah ostalo. Ampak kaj je zanimivo pri njem je pa, da je leta, mislim, da 91, bil je profesor v Franciji, se je odločil, da ima dost civilizacije, bil je eden najpomembnejših matematikov 20. stoletja, da ima on dost in je šel v hosto, v Pireneje, v hribe in od takrat naprej živi v neki hiški, čist sam, stran od civilizacije, tudi najprej so ga še obiskovali kolegi, potem je rekel, da to se s tem nima skoraj da nobenih stikov, so tudi nekaj časa sorodniki, niso več vedeli, kje sploh je. Potem pa so mislili že, da je mrtev. Pa leta 2011 je pa neko pismo prišlo, ko so naredili nek web page, pa so njegove zapiske začeli objavljati. On na roko napisal, da tega ne počnejo več. Zdaj natisnem web page ta njegov... Je pismo gor. Pismo, ne tako kot tako kaj je internet? Mislim, sem se spraševal, če tam stran. To je tako kot ta fotka, ki je zdaj zaokrožila že en cajt nazaj, ko imaš to koverto pa gor, tehična pomoč, Amis, Afna, net. Sam, net je dobo nekje. No, ne? Weird. Ne rabim ti povedati odgovora, kaj uporablja. Pižama, prosim, naprej. Nokia.
Ne. Zdaj, Francozi so sploh tem matematika, recimo oni so tudi literaturo zelo tako pol matematično. To je ta Raymond Queneau, pa ta njegova klapa, ki so bili ta društvo Zveza za potencialno literaturo, za potencialno književnost. Med njimi recimo glih ta njihov članek, je bil ta Jacques Roubaud, ki je tudi matematik in je zelo, s tem delo je bil pred 3 leti, mislim, da na dnevih poezije in vina, že tako zelo vitalne starce, vsi večinoma najverjetneje poznamo Queneauja z njegovimi vajami v slogu. In on je recimo, ne poznaš tega, ne poznaš, bomo dali zapiske zate, Anže. In je recimo, on je tudi naredil to, kako pač čisto to permutacijska poezija, ne, ki je napisal 14 sonetov, ali še več, mislim, da je ne vem koliko sonetov, ki se vsi tako rimajo med sabo, da imaš ti razrezano knjigo in lahko pač kjerokoli vrstico iz enega od teh poljubnih sonetov vzameš z drugim in je pač dobivaš pesmi, ja, in se vse rima. In to je pri nas Berger je prevedel, tudi v slovenščini je ta izdaja, tako da... In je narezana knjiga. Narezana knjiga in ti si tako malo na random in imaš pesmico. In zdaj pa računi, ne, veš, če jih je 14 vrstic, pa ne vem koliko v njih pesmi, to je kar tak velika cifra gor. Ok. Hvala. To je to, začnemo v literaturi, pa Ben nima več pojma. Mislim, da si veš. Da sem jaz. Moja zadnja je pa tudi kanček zgodovinska, s tem, da uvod bom naredil rahlo bolj hroščat. Na svetu obstaja, mislim, da tistih cifr si pa pol nisem napisal, v glavnem hrošči predstavljajo petino vseh vrst na planetu. Ne? In vsi hrošči se gibajo po načinu tripoda, se pravi trinožnika. Ne? Se pravi, imajo 3 pare nog, na levi strani prva pa tretja naprej, na desni druga, up in zamenjajo in tle prva, druga, na drugi strani, mislim prva, tretja in tle druga. In tako vsi, in pred kratkim pa so odkrili 3 vrste skarabejev, ki galopirajo. In sicer tako, da se najprej postavijo, s prvima 2 se odženejo naprej, nato s drugima 2 naprej, spet s prvima in drugima uneta zadnje, pa pač, ki jih sicer kadar valijo drekce, govno pa to, ker so koprofagi, kot se temu lepo reče strokovno, in pač takrat jih imajo drugače, še jih pa vlečejo za sabo, tako kot Uma Thurman v Kill Bill. Tam, ki beži pred uno, ki žvižga. No, to je tako, pač zanimivo, ampak najbolj zanimivo je pa to, da dejansko so s tem premikanjem, da to ni evolucijski napredek, ampak da so še rahlo počasnejši, kot če bi. Ja, ampak 3 vrste teh govnačev furajo to in so rekli, mi smo alterne, bomo žive scene in mi bomo tako. Ampak dejansko je uporabljena beseda galopiranje. Ja, to je pač, kako se reče temu. Ne, ja. A 3 so? 3 vrste govnačev. Kaj bi te mogli na satelit z onimi kuščeri, kako je špil? Pa imajo par vrsti. Vsaj malo. No, ampak iz tega sem pa hotel na nekaj drugega tudi s hojo povezanega, ki je malo bolj zanimivo in sicer Aleksandra Danska. To je monarhinja, ki je živela med leti 1844 do 1925 in zdaj se bo Nina neko zaupila, jaz jo poznamo, vse vemo njej. Ona je bila... Kje je ta Nina, o kjer govoriš? Dežurna dopisnica za Avstro-Ogrsko monarhijo od glav. In je, ona je bila poročena z Edwardom, ki je posnej princ kaj je to Prince of Wales? Velški princ, valižanski princ, ne, ki je postal potem Edward VII po tisti pač kratkotrajnem obdobju vladavine kraljice Viktorije. In je potem, v glavnem, in je bila ona že tako, da ona je najdlje nosila naslov valižanska princesa od leta 1863 do 1901, zdaj princ Charles bi jo prehitil, če bi bil bejba. Meni se zdi, ampak v glavnem, ona je bila trendseterka. Ona je pač postavljala modne smernice, ona je bila Jožica Brodarič 19. stoletja. In spet vam jaz te primerjave, ki jih štekal, sam starejši od 30 let. Jožica Brodarič. V glavi je že tako, ona je ful uvedla to, neko
imela je operacijo, ki je bila majhna in imela brazgotino na vratu in je potem nosila te okrasne ovratnice, chokers, ne, kot se jim reče, oziroma Anže pred nastopom. In je bila to ful moda. Najhoj pa leta 1969, ko je zbolela in je šepala. Pač ustala je z trdo nogo in je šepala in je to postala moda in je se začela oponašati. In so ženske najprej na silo šepale, si dajale različne čevlje gor, na kar so čevljarji ugotovili, da lahko zaslužijo s tem in so začeli načrtno prodajati pare čevljev, v katerem je bil en čevlj z visoko peto, en pa brez. Lepo. In so potem te visokorodne potem krevsale in si mislile, kako so pa one zdaj fine in temu se je prav rekel The Alexandra Limb. Temu, to je bil modni dodatek, no, v glavnem, ampak potem je pa Western Daily Press čez kakšno leto poročal, a fashion journal announces that the Alexandra Limb is to be discontinued forthwith. In si misliš, v redu, na kar članek nadaljuje. The skirt of the season, we are informed, is to cling closely round the feet, in consequence whereof ladies will be obliged to walk as if their feet were tied together. Iz dežja pod kap, se temu reče. Tako da, to je bilo tako, kako oponažene, kako trendsetteri so lahko tudi z krevsanjem. A si vedel to prej? Ne. A je to bolj čudno kot gekoni, ki seksajo? Ja, no, na satelitu. Ne, sem lepa. Brez nadzora Rusov. Je nič, dvakrat smo šli skozi, smo rekli, da bo to tudi dovolj. Ja. Mislim, da je dovolj. A smo v redu zbrali te vir zadeve? Je bilo okej? Je bilo okej? To bilo. A rečemo, še to vprašanje? Ja. Evo, zdaj moram jaz povedati, ker sem kot gostujoči co-host, sedaj je pa čas še nekaj minut za vaše vprašanja, pri čemer pomeni, da če boste hoteli kaj vprašati, boste morali priti do sem ali pa oziroma povedati toliko na glas, da bo en od nas ponovil vprašanje v mikrofon, zato da bojo se to slišali. Tako da imamo kakšno vprašanje iz publike, lahko v teh weird zadevah, o katerih smo itak povedali že vse in ne morete dobiti dodatnih informacij več. Izčrpno pa to. Izčrpali smo jih čist. Ne, jaz sem tudi mislil, glede na to, da je vas je ful več, kolikor sem že na začetku rekel, kolikor smo pričakovali, pa sem tudi sam imel namen z vsakim od vas govoriti, ker sem mislil, da vas bo 20. Predvsem na temo podcast in to, ker tudi hočem vaš feedback slišati, pa kaj takega v tej smeri, ker se mi zdi, da je z nekom govoriti, se pravi face to face, je čist drugo, kot pa prek Twitterja, pa prek maila in tako naprej. Tako da, če ima kdo kakšno tako vprašanje, ki bi mogoče bilo dobro, da tudi vsi odgovorimo naenkrat, pa da kaj povemo. Sploh Sašo, ki je mojster za podcaste. Ja, bi bili ful veseli, da se zdaj javite, ker se bojim, da mogoče ne bo pol časa za vse te pogovore, če jih bo sploh, če bo to zanimanje. Drugače pa lahko potem, ko končamo z vsem, bomo mi tu počakali, ne bomo tu gor sedeli, da hodite za samko. No, pridite podložniki, prinesite darove in morebiti vam naklonimo nekaj sekund svojega časa. Ampak ja, z veseljem, no, ker mi je res všeč, da se pač ta slovenska podcast scena razvija in bi rad tudi mi pomagali ta način, da mogoče odgovorimo na kako vprašanje v tej smeri. Tako da, če ni kaj, potem gremo počasi proti zaključku. Mogoče bo kakšno vprašanje, ne? Ne vem. A je kaj? Mislim, je kaj takega, ki bi... Amena uporaba, ker roke digam. Razumem vas. Jaz tudi ne bi. Jaz sem bil učitelj, sem navajen na take zadeve, znam čakati. Dokler se nekdo ne zlomi in reče, ja, vam se. Sam, a lahko ne relative clauses. A naredimo admin, pa je to? Ne? Ja, jaz bi se prej še Sašo to zahvalil. Ja, Tako da, hvala, ker si danes prišel. In spustil nivo na naš nivo. Ja. Res je bilo fajn, no? Mislim, vsaj meni. Ne, ampak meni je fajn to, kar z Bokijo mi tako delava, ker imamo zmeram pač enega gosta, je fajn, ker veš Milva najmanj veva zmeram. In je pač point je to, da ki izveš v življenju. Ja, vse to je tudi point, mislim, to je tudi moj poglavitni razlog, da delam podcast. Ker sem pač videl pri poslušanju ostalih podcastov, da se
tisti, ki gostijo podcaste, ogromno naučijo. Ker imaš zanimive ljudi, sogovornike, ki jih mogoče ne srečaš v življenju, Saša, sam jaz tebe mislim, da ne bi srečal, ti pa mene ne, a ne? Ker so najne poti čisto drugačne, ampak glede na to, se zdaj poznamo, spoznaš nekaj Mogoče človeka. sta en in isti kvark vidva. Danes sta se srečali. Zdaj smo se, zdaj pa spet. Ampak no, hotel sem reči, da lih to je poanta tega, da se v bistvu pogovarjaš z zanimivimi ljudmi in da se ogromno iz takih pogovorov lahko naučiš. To je tudi z moje strani, Saša, hvala. Ja, hvala. Pa upam, da se še kdaj lahko srečamo. Če ne drugače pa prek Skypa, da naredimo še kakšno tako varianto, ker pač Skype je pač naš Prijatelj in sovražnik. krati. Prijatelj, ampak kam 10 je boljši internet. Ja, res rihti si net. Jaz sem v Šentožbol, tu pa imam boljšo linijo. Ne, da razložimo unika. Ne, ko sem imel full ko sem se matral s tem internetom, ne gre. Žulje, ker mi pač, ko snemamo, to je zdaj pač malo inside baseball, ampak vsem je pač tako narejen, da smo, ker je on v Barceloni, je tako, da smo na Skypeu, vsak sebe snema, ne, in pač rabiš kakor tok net, da se lahko 1 uro pogovarjaš, ne, in potem je ponovadi tako, da govorimo, pa na eni točki, ali Boki dobi zelo robotski glas, ne. To je ena varianta, in Bogi, kaj pa ti, pa sam čreč. Ja, pa moramo prekiniti, pa počakati, ne. Čeprav načeloma kar gre, ne. V bistvu je... Ja, no. Ponavadi, ko si ti ponovadi zraven, takrat blokira, pa ne vem zakaj. To je res. Boljše si se na robe obrnil, ne. Zdaj govori. Tok pasovne širine za 7, ne? Zaradi širokega frekvenčnega razpona glasu, kaj sta pa vidva mislila? Seveda, kolega. Enač gremo admin. Ajde, Anže, admin zadeve. Ne, mislim, da imaš ti še prej eno novičko zapovedati. Če bi bili radi lepi. Ja, dejno pa te to povedati, no, ajde. Majice. To je ta kratka verzija. Ne. No, čakaj, da te še enkrat napovem. No, Anže, zdaj pa povej, daš verzijo, kaj si mi zapovedati o majicah? Ne, obstaja en sajt na netu, ki je full fajn, pač ameriški, jaz sem to videl pač pri tujih podcastih, pač to počnejo, ki funkcionira v bistvu tako nekakšen Kickstarter za majice. In je, pač, mi smo naredili en dizajn, smo ga dali gor in jo lahko naročiš, je sicer iz Amerike, s tem pač podprete aparatus, sej neka brutalna, pa saj za 1 penco bo. Ampak pač ja, bosta v bistvu bo moška in ženska majčka, v bistvu, povemo, kakšna je. Demo. Ja, spredi piše več kot legitimen član družbe, oziroma legitimna članica družbe, ozadje pa aparatusi, pa logoti od vseh oddaj, ki so na mreži. Sprav, zdaj imate šanso, da postanete legitimen član ali članica družbe, tudi če vas Anže še ni povabil v aparatus. Tak je bil plan. Ne, to bomo dali, jutri zjutraj bo kar na aparatus.si, bom dal linke, tako da če imate, so pa fajn majčke, jaz imam, pač to sem danes dal gor, to je od enega ameriškega podcasta. Malo si švicno. Malo si švicno. Zgleda bolj teniška, no, tako na hiter. Ta ATP. Ne, so pač fajne, ki so, pač, ne, hočem samo to reči, da pač cool majčke je pa, v bistvu za to stran so se pač primarno odločili zato, ker lahko vsak svojo cifro zbere, no, ni ono, da mi neki... Ja, pa hudi je tudi opcija, ampak sklepamo mi dva. Ja, no, ne vem, bo tudi hudi, no, ker tam je sam dizajn gor, no, ampak bo moška in ženska varianta, no, to je ta najbolj važen. Tako da, če imate šanso, jutri bo na aparatus.si, pejte pogledati. Tisti, ki pa poslušate, pa imate, ko pa 2 tedna ne bo trajala Ja, 2 kampanja. tedna je cajta, da se naroči, pa vsake in moške in ženske, 10 ljudi more, 10 majic moramo prodati, pa se natisnejo. Boš kaj lahko naredimo? Če bo se kdo od vas odločil za to, pa verjamem, da večina vas ima Twitter, pa te fore, dajmo tisti, ki imajo, dajte majico gor, da dokaže, da ste legitimni člani družbe oziroma članice. Majico z napisom. Z napisom, to je to cool. Pa bomo potem lahko naredili na strani kolekcijo teh. Upam, da jih bo kar nekaj. Ja, to bomo videli. To bo lepo. Ja. Tako da majice. In del tega gre tudi za aparatus, ne? To ne pozabite. To je res dejansko za podporo, ker pač probamo tako z opremo buildati, pa serverji, pa s tem in ta denar res prav. No, pa jaz vedno rečem to, ko se šalimo mi z Anžetom, oziroma s Pižamo, glede njega, da on to zapravlja za svoje stvari, pa zdaj brez heca resno povem, da smo že kar neki, oziroma je že kar neki tega
lahko rečem, denarja, oziroma donacij denarja, pač vložil v to, da imamo zdaj v bistvu boljše mreže, da imamo v bistvu boljše mikrofone, mešalko si nabavimo med drugim in nam pomaga predvsem pri tem, da imamo boljšo kvaliteto zvoka in da se lahko ta aparat cela mreža, predvsem pa slovenska podcast scena še bolj razvija, ker se mi zdi, da če ne drugega, ta polna soba danes dokaz, da nekaj gre v pravo. In če donirate še ne 40,000 evrov, bojo tudi Bokiju do bloka optiko potegnili. Drugač pa admin zadeve. Pošprical me je. Kaj, vse je na aparatus.si, na Facebooku je aparatus, tako da natežite nam na Twitterju, bomo povej. Sašo, kje se te najde na internetu? Največ stvari je na kvarkadabra.net. Tam tudi knjigce lahko tvoje kupijo? Ja, lahko, linki so tam. Tako da jaz vem, da na M-ki jih prodajajo, tam sem šel gledati, bomo dali tudi spod linke pa vse to, tako da boste lahko pejte ali pa na Amazon kupiti in fino. Ok, Pizama, kje se pa tebe najde na internetu? Mene se pa najde na pizama.net oziroma na afnapizama. Oziroma povsod. Kaj meni bolj fajn? Da vidi oba v vaših Twitter imenih, morata biti Pizama in Anzet. To mi je bolj. Jaz sem pa lahko lepo Boki Nahbar, pa meni nič ne more. Ja, in vsi napišejo Boki Nahbar in te ne dobijo, k ne vejo, da je C noter. Doskrat se zgodi, da... Pa so ta Jusi, da si Boštjan, ne? Ja, tako da. Ti bila dal @ng, če smo že pri tem. To je res, ampak a še kaj? Ne. To je to. Ja. Ful hvala, ki ste prišli. To je bolano, da je to folka. Super je bilo, Anžeta je bilo tako neprecenljivo gledati v backstageu. Zdaj sem cool, sam začeti se je mogel. Ker ste pa notri, pa ni bilo res. Moramo še poslušati tudi druge? Ja, drugače pa je na aparatu so zdaj če veste, sam za podrobnosti, jaz pa Pižama delava še Glave, kjer se je začel v bistvu z Game of Thrones, pa je pa to prerastel v podcast, ki noče delati girls. Ja, v bistvu se v serijah, po filmih pogovarjamo, pa takrat, ko Domen Savič pride, se nekaj drugega zgodi. Pol so pa še, kaj še, pivotiranje, so 3 fantje, ki se pogovarjajo o basketu. Na zadnje je bilo z Lakovičem, ne? Z Lakovičem ima ta zadnji intervju, ja. Ja, le, nacionale. Ne. Ta Harry Potter zgleda. Ja, poje še Filmflow. Harry Potter na steroidih. Poje Filmflow, ki so mislim, da klepunce celo. Kje ste? Evo jih. Mahajo, veš, obvladajo podcast, ker se snemamo vokal, ker snemamo samo audio, mahajo. To so vizualke, film. Ja, so šli punce, ki so v filmu pogovarjajo. Poje pa še Upgrade, kjer je, mislim, da saj eden od ustvarjalcev, Thor, Oba. Ja, Uroš še to pomagajo po majicah. Uroš zdaj le trpi, ker je ločen od svoje mehanske tipkovnice. Ona se bolj o tehniki pogovarjata. Pa je še tim z bluzanjem Vodopivc, ki pa zdaj bo dejansko še snemal, zdaj jih je 6 naredil, pa jih ima še 6 na lagerju, jih bo posnel. No. Sem kaj pozabil. Iglu? Ja, pa Iglu Impro. Ja, to so pa fantje iz improvizacijskega gledališča Iglu. Drugač pa aparatus do konca avgusta na počitnicah? Ja, pa že spet. To moramo povedati, tako da prvošte, že to mora nekako zapraviti denar, ki ste mu ga donirali. Dejte mu 2 tedna, da uživa. On šampan se ne spije sam. Hočeš reči, noge se ne namakajo same v šampan. Jaz bom sam to rekel, tisti, ki vam je všeč, kar delamo na tej mreži aparatus, dejte mogoče svojim kolegom, družinskim članom in tako naprej povedati za to. Vaše babice bojo vesele, ko boste za božično večerjo rekli, babica, tukaj imaš link in ji boste dali link napisan na papirju in ga morala potem tipkati. Svoj računalnik. Ampak dejansko hočem reči, da ne vem, jaz verjamem, da to, da beseda največ pomeni, če rečeš več kot kakršnakoli objava na internetu ali pa karkoli časopisu, ne vem, tako naprej, televizija. Beseda človeku največ pomeni, tako da bi bil ful vesel, če ta naš podcast pomagate, oziroma našo mrežo pomagate razširiti še med ostali slovenski folk. Je pa tudi res, da bomo z Anžetom imamo plan delati podcast podrobnosti v angleščini, zelo malo, tako da bo tudi mednarodno bomo šli. Ja, ta baski bojo razumeli.
Pa bi pa na tem mestu bi pa jaz sam še rekel hvala desetki, Ja. klubu smeha, ki nas je danes gostil. Dajmo en aplauz, prosim, za če lahko. Klime ni tako, da je meni približno vroče isto, kot kadar doma snemamo. Drugače pa bivša biljarnica v isti vhod kot kinoteka, greste not od septembra naprej spet vsak torek in petek stand-up, komedija in mogoče še kaj drugega, tako da bi povabil vse, da pridete kdaj pogledati tudi takrat, ko je vstopnina. To je to. Naslednji podcast podrobnosti pa čez 14 dni. Res je. Zdaj pa ploskite, da bodo ljudje slišali, da ste bili kle.